Nazaj v Slovenijo, parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju desnih strank, ki jih je zahtevala leva opozicija, za zdaj ne bo. Poslanci so namreč zavrnili dnevni red današnje izredne seje in s tem postopkovno blokirali odreditev obeh preiskovalk. Pri tem je vladnim strankam ob vzdržnosti Logarjevih demokratov z glasovi na pomoč priskočila Stevanovićeva Resnica. K razpletu pa je prispevala tudi odsotnost nekaterih poslancev opozicije, tudi Roberta Goloba in Matjaža Hana. Anže Božič. Potem, ko že včerajšnji kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje, danes le še 4-minutna seansa in ekspresen prikaz politične realnosti. Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo. Še eno dno od dna ob 35-letnici naše države. Nič manj kot teptanje demokracije. So bili brez možnosti parlamentarne razprave ogorčeni na levi. Pri tem pa zanimive podrobnosti glasovanja. Proti ustanovitvi obeh preiskovalk, ki jih je zahtevala opozicija, so glasovali v vladni SDS, trojčku okoli NSI in Stevanovićevi Resnici, ne pa tudi v koalicijski partnerici Anžeta Logarja. Demokrati smo bili vzdržani zato, ker kar ni v koalicijski pogodbi, se poslanska skupina uskladi. In s tisto, kar se uskladimo, tako potem glasujemo. Mi nimamo težav s tem, da se preiskuje. Na drugi strani pa opozicija ob domnevnih tehničnih težavah z glasovalnimi napravami ni zmogla zagotoviti prisotnosti vseh svojih poslancev, s katerimi bi sicer lahko izglasovali zahtevano. Med drugim sta manjkala tudi Robert Golob in Matjaž Han. Vedno se lahko zgodi, da je en posameznik ali dva odsoten. Ne pristajam pa na tezo, da je zdaj on odgovoren za rezultat. Nekateri sploh ne rabijo podpisati prav ničesar, zato da zelo poslušno sodelujejo za koalicijo. Niso delovale očitno glasovalne naprave v celoti. Gospa Vrečko je dvignila roko, se prijavila k besedi, predsednik državnega zbora pa je, če sem prav videl, rekel, da je seja končana. Tisti, ki se je za preiskovalko zavzemal, naj tisti zagotovi glasove, kajti naučiti se bo mogla opozicija šteti. Bistvo je v glasovih, oni se niso prešteli, oni bi morali zagotoviti glasove. Podobno je iksnila tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec. Prav na dan, ko so poslanci odločali o preiskavi afere izraelskih paraobveščevalcev, pa je šef parlamenta sprejel izraelsko veleposlanico. Ta je dopotovala po zamenjavi oblasti in otoplitvi meddržavnih odnosov, pri tem pa z ulice slišala nekaj neprijetnih resnic. Pred parlamentom je namreč nekaj aktivistov razgrnilo krvavo rdečo preprogo in protestiralo proti dotičnemu diplomatskemu srečanju. Sodelovanje z Izraelom pomeni podporo genocidu, pomeni podporo pobijanju in mučenju otrok. Svoboda Palestini! Izjav po sestanku z veleposlanico ni bilo, iz državnega zbora pa so sporočili, da je Stevanović v pogovoru izrazil globoko zaskrbljenost zaradi ravnanj Izraela, ki predstavljajo kršitev mednarodnega prava.